Lepo pozdravljeni, dobrodošli v mesečniku za junij. Moje ime je Lili Sorom in tudi tokrat pa bo za vas pripravljeno marsikaj zanimivega. Pogovarjali se bomo z Melito Kuhar, ker število 6 je število odnosov, za nami je karantena, veliko se govori o učinku karantene na medsebojne odnose in kdo bolje za te odgovore kot naša Melita. V naših mesečnikih smo že videli, zato verjamem, da veste, o komu govorim. Potem je tudi nekaj zanimivosti iz Slovenije, pričnimo pa seveda z numerologijo. 6 simbolizira ljubezen, romantiko, povezanost, ženstveno energijo, sprejemanje. Na področju odnosov nam bo pa dala tale šestka kar nekaj vetra, vam kar zdajle povem. Treba se bo postaviti za sebe, treba bo reči ne, treba bo biti samostojen, treba bo povedati, česa si želimo, seveda pa je zato prvi korak, da to najprej raziščemo. Jaz verjamem, da letošnje leto je vse preko dolgočasno, verjamem, da nas je presenetilo na različne načine in še nas bo. Pomembno pa je, da sebe gledamo, svoje odzive, sebe prepoznavamo, potrudimo se sebe poznati, spoznati in upoštevati, kaj ti šele potem nas bo okolica. Čustveno intenziven mesec je pred nami, zato bi lahko bili tudi malo bolj impulzivni. Vse te odločitve, ki jih boste sprejeli sedaj, pa bodo take, ki vas bodo nekako usmerjale k samostojnosti. Torej, če ste na razpotju, če ne veste, kako se odločite za tisto pot, ki vam prinaša več samostojnosti, več neodvisnosti in tisto pot, kjer ste vi. Pa smo znova pri tem staremu dobremu vprašanju, kdo pa sem jaz? Torej, spoznavati sebe, se postavljati v situaciji, kjer so stvari drugačne. Opozoriti vas moram, da smo kljub vsem božjim retrogradnim planetom z numerološkega vidika v obdobju novih pričetkov, kar pomeni, da boste dobili novo, drugačno priložnost na področjih, kjer ste mislili, da je ta priložnost morda že šla pa. Se pravi, sploh ko govorimo o odnosih, če imate občutek, da se potrebujete z nekom še pogovoriti, razčistiti, mogoče še enkrat poskusiti, če ste vmes naredili delo na sebi, je to ugodno obdobje, ko pojdite, ko se pogovorite, ko poskusite. Predvsem pa bo to čas, ko se bomo posvečali sebi, svojim željam, svojim hrepenenjem. Zato odložite pričakovanje drugih, odložite mnenja drugih, odložite druge, samo za ta mesec, se pa li boste lahko nazaj vzeli, aj prav. In poslušajte sebe, kaj vas osrečuje, kdaj ste bili nazadnje, veseli, kdaj ste skakali po lužah, kdaj ste bili radostni, kdaj ste kričali od sreče, ker to bi moglo biti življenje, vsaj sem pa kaj, vsaj 5krat na teden recimo, to bi bilo iz zdravstvenega vidika kar v redu. Torej, dragi moji, poslušajte sebe, zaupajte sebi, če potrebujete pri tem pomoč, pa naj vas spomnim, predvsem tiste, ki ste novi. V moji trgovinici imate posebne, krajše, cenovno zelo ugodne za samo 8 evrov analizice. Ena izmed njih je točno postavite se za sebe, druga je izberite prave osebe, tretja je recimo izboljšajte svoj vtis in tako naprej, ki pa temeljijo na vaših podatkih, se pravi so napisane za vas, niso kar neke splošne smernice, ki jih lahko najdete na internetu. Zdaj pa, dragi moji, dajmo pogledati malo zanimivosti Slovenije in potem k Meliti Kuhar. Zdaj sem na izviru Lindtwerna, kot vidite. Zdaj je presahel, zato vam ga ne morem pokazati. Ste videli, da ga je omenjal že Janez Vajkard Valvazor? Kajti tukaj se je govorila legenda, da vsake toliko časa Lindtvern izbruhne zmajeve mladičke. Gre pa preprosto za to, da vsi izviri tu vmes presahnejo vsake toliko časa, ko ta voda izbruhne na plano, v penah in je zelo močan tok, se je zgodilo, da je zraven izbruhnilo tudi človeško ribico. Tole dol po potke pa je tudi Stari Malen, še en izvir, po katerem se imenuje tudi Koča in samo mesto, kjer so ravnokar postavili novo mlinsko kolo, zbirajo tudi prispevke, da bi obnovili stari mlin. Pričakala vas bo prisrčna, čudovita gospa, ki vam bo povedala še marsikatero drugo legendo, torej vabljeni v tole čudovito naravo. Kamenje zmeljemo v pesek, žito zmeljemo v moko, kavna zrna tudi zmeljemo. Vsaka preobrazba je težka, je boleča in daje mogoče občutek, da smo v primežu nečesa negativnega. Se pravi, naslednjič, ko boste imeli občutek, da ste v primežu skrbi, žalosti, nekih negativnih občutkov, stiske, v neke situacije, s katerem morda ne vidite rešitve, se spomnite na mlin.
Tudi kamen verjetno ne vidi rešitve. In naslednjič, ko boste pili kavico, se spomnite na to, da čeprav ste morda zdaj žalostni, utrujeni, stisnjeni nekako, strti, tako kot bi bili v mlinskem kolesju, to ne pomeni, da boste tako ostali večno in slej kot prej. Boste tako, kot zadiši kavica zjutraj, tisti pojen, lep, čudovit, žlachten vonj, tudi vi postali znova bolj žlahtni in ravno zaradi tega kolesja, ravno zaradi takih izkušenj smo močnejši, smo modrejši in smo, verjamem, da boljši človek. Torej naj bo to taka manjša inspiracija in en lep pozdravček starega Malna. Zdajle stojim na ajdovski stopni, kjer kot vidite je ajdovska deklica prala perilo. In legenda pravi, da se tu vidi odtis njenega stopala, saj je z eno nogo stala na planini, tukaj vidite razgledni stolp, tako je lep, cel lesen, in na drugi strani na Ljubljanskem vrhu. Spomnite se pa mogoče že, da smo ajdovske deklice že omenjali, ko smo razlagali izvor imena Krvavec. Zdaj sem v neposredni bližini Otliškega okna, kot vidite je zelo vetrovno, zato je tam dol snemanje popolnoma nemogoče, razen če tvegam, da bom poletela skozi okno v svobodo. Otliškega okna se drži ena prav posebna legenda, namreč nastal naj bi tako, da ga je naredil sam hudič. Čaden, pobočje naj bi bilo polno zlata in seveda hudič ne bi bil hudič, če ne bi želel vse te zaklade zase, ampak glej ga zlomka, strgala se mu je oprtnica in zgrmel je po tleh. S tako silo je udaril svojim rogom v steno, da je nastala luknja. In ta luknja je danes veliko otliško okno, poleg njega je tudi majhno otliško okno, čudovito, lahko spletate skozi njega in uživate v lepih razgledih. No, kako pa vemo, da je bil čaven poln zlata? Ena izmed legend pravi, da se je v pastirju izgubila ovca, po mojem bi sicer oven, ker ovce mislim, da nimajo rogov. In ko je prišla ven iz luknje, je imela rogove ali imel rogove. No, v glavnem živalica je prišla ven iz luknje z zlatimi rogovi, kot da bi pokočila v tekoče zlato. Seveda so domačini takoj drug dan s krampami in lopatami prišli iskati zaklade in jih nažalost niso našli, torej mogoče jih je pa vseeno odnesel hudič. Ena druga legenda pa trdi, da hudič še vedno tukaj okrog živi in lovi poredne. Se mi zdi, da mogoče jih lovi na napačnem mestu. Torej, dragi moji, tole je v bližini Ajdovščine ob izviru Hublja. Pogledali si bomo eno in drugo okno in tudi kamen, na katerem je zapisana zgodba oziroma legenda o hudiču. Približno 1 uro hoda je do gor, čudovit izlet, čudovita izkušnja, čeprav je vetrovno, dajte se obleči in zraven uživate. Tale kamniti polž, ki ga vidite za menoj, je pravzaprav rezultat kraškega pojava. Kot tak pa je bil seveda krhak, zelo hitro bi nam lahko na njemu zdrsnilo in zato je arhitekt Damir Popelar leta 2004 iz njega naredil tole umetnino in pravzaprav združil naravo z umetnostjo. Simbolično sporočilo, ki ga tale kamnita spirala prinaša, pa je povezovanje notranjosti z zunanjostjo. Notranjost Zemlje in celotno vesolje. Naša notranjost in zunanji svet. Naj bo to eno čudovito sporočilce iz kamnitega polža. Tukaj v neposrednji bližini bom pokazala slikico, pa je tudi še ena piramida oziroma stožec, ki pa naj bi bil energijska točka. In lahko vam povem, da je tukaj čudovita, mirna, lepa energija. Gora je votla, narečno otla. In od tod poimenovanje Otliško okno. Po oknu se imenuje tudi vas Otlica. Te veliko okno je visoko 12 metrov, v širino na svojem najširšem delu pa široko 7 metrov. In še ena zanimivost, domačini Ajdovščini rečejo Vajdušna. To naj bi bil edini kraj v Sloveniji, ki ima v svojem imenu dvojni V. Vajdušno okno, v Otlišku v oknu, nisem prav izgovorila, opravičujem se domačinom Ajdovščine, pa ima celo 2 dvojna V-ja. A ni to nekaj posebnega?
Fužine ob Hublju so pričele delovati 15. novembra 1561. leta. Takrat je kraljeval oziroma vladal cesar Ferdinand in zaradi neposredne bližine Hublja in bogate železove rude je seveda zadeva cvetela. Bogato železovo rudo so takrat prenašali okoli po rimskih cestah kar z mulami in konji, danes pa je ta veličasten, bom rekla, spomenik naše zgodovine razpada. Legenda pravi, da je tod naokrog živel velikan in za njega so mogli kopati palčki. Velikan si je želel vode in zato so palčki mogli skopavati skale. In ker je bilo to trdo garaško delo, so ob temu naporu delali hu. Velikan pa, ki seveda se mu je mudilo, jih je spodbujal z besedo bel, ki v vipavskem narečju pomeni bolj. In tako je dobil ime Hubelj. Zdaj sem v svetovalnici, Melita že vsi poznate, Melita Kuhar je že bila v naših mesečnikih, vmes je napisala kar nekaj knjig, tukaj gledam cele kupe. Živijo, Melita. Zdravo. Mi se poznava že ful let in jaz si dostikrat rečem, sam stran pogledam in se njej life na glavo obrne, tako da Melita, zgodba se je ponovila, par mesecev, ful knjig. Marsikdo sem čestitke, bravo, super. Marsikdo bi rekel, kako, a kaj spiš, z levo, z desno, enkrat pišeš, ampak v bistvu to gre za več desetletij tvojega dela. Tako, tukaj noter so zbrani v vseh 4 knjigah članke, ki sem jih pisala za slovenske medije skozi 10 let. In spletne in tiskane medije, tako da ja, pa sem rekla, zakaj pa bi to ostalo razpršeno po celotnem medijskem prostoru, pa smo s pomočjo založbe Primus dejansko izdali te 4 knjige, ki se, kot slišim, tudi zelo dobro prodajajo, kar sem res vesela. Slišim, da prihajajo nove, še vedno ne boš dala mir. Ne, res je, še 5. pride, ampak to bolj na jesen, pa v bistvu bom opisovala še vse ostale odnose, recimo med sodelavci, tašče, snahe, prijatelji in tako naprej. Kakšne probleme pa imamo s prijatelji? Treba povedati, katere knjige to so. Iskreno osebni rasti, iskreno intimnosti, iskreno vzgoje v najstnikih, iskreno partnerstvo. Jaz bi vas spomnila, da mi smo že naredili en ločen posnetek, kjer podobnih tem sva se tudi že dotaknili, tako da bo linkec v neposredni bližini in pa, da se pohvalim njeni knjigi, ti bodo tudi v moji spletni trgovini. Boste pa predstavili osebnostno rast v mladinski knjigi. Kdaj, kam lahko tisti, ki jih zanimajo, grejo pogledati? Tale knjiga, ta je zdaj 4. Iskreno osebne rasti na kavču v svetovalnici. Se je tako mladinska knjiga se odločila, ravno kar sem dobila informacijo, da bo pravzaprav ta knjiga izpostavljena cel junij in cel julij na njihovih dejansko izpostavljenih mestih v trgovinah. Super, če vas zanima, kako to zgleda, pejte prelistati, pogledati. Mene pa zanima, poleg tvojih knjig, karantena. Tudi jaz sama dobivam ogromno vprašanj, odnosi, razhajanja, ločitve. Dejstvo je, da smo si bili zelo blizu, marsikdo resnično ni odhajal od doma. Kakšna je tvoja izkušnja, glede na to, da si strokovnjak dela dejansko z odnosi, se pravi, imaš knjige dokazujejo. Ogromno znanja in izkušnja. Kakšna je tvoja izkušnja zdaj v karanteni, med karanteno? Jaz sem delala med karanteno seveda od doma po Skypu in pravzaprav nekako, ko smo se pogovarjali, ja, prihajalo mogoče do nekih trenj, ampak pravzaprav veliko parov mi sporoča, pa tudi sedaj, ko spet delam tukaj v moji svetovalnici, da so se na nek način pa še bolj povezali. In v bistvu skozi neko sodelovanje tudi pri pomoči otrokom, recimo pri šolskem delu in tako naprej, nekako so postali bolj sodelujoči, solidarni. Ni bilo več tistega nekega egoističnega pristopa, tako da jaz pravzaprav spremljam vedno več pozitivnih zgodb in sem res vesela, da pravzaprav en oddih rabimo, jaz mislim, da mi vsi. Vsi, ja. Veseli me to slišati, ker ko berem v medijih, tudi ko mene sprašujejo, mi rečejo, ja, število ločitev je šlo gor, vsi iščejo odvetnike in gor in dol in nekako me veseli slišati drugačne informacije od tebe. Po drugi strani se pa sprašujem tudi jaz podobno kot ti, od kje jim ta informacija, če vendar smo bili v karanteni, sedišča niso delala, koliko je to zdaj res preverljivo, koliko so to ugibanja. Ja.
oziroma predvidevanja. Jaz sem pač bolj tak, kako hočeva reči, tip človeka, ki rada spremljam tudi kakšne dejansko narejene analize ali raziskave, Ja. ker tako malo iz Intuitivno. zraka, a ne. In pravzaprav nisem nikjer zasledila, da bi nekje statistično bilo, seveda ne more biti, kajti vse je bilo Absolutno, če je zaprto in bilo. vsi smo doma bili tako. Tako da zdaj v medijih, ki je ta informacija o 30% porastu povpraševanja za ločitve, sicer ne vem, je to so nekako po nekih klikih uporabnikov na spletnih določenih straneh nekako Čeprav tudi to se merili, sprašujem, ampak koliko je to je- merodajno, ne? Ker ni če že merodajno. tako gledamo, če bi bilo že res, seveda klika mož, se klika potem žena, klika 15 prijatelj zraven. Za Ne, en par. pravzaprav, jaz Tako da kar sigurno vedno ni. znova ugotavljam, je, da dejansko odločitev za ločitev ne pride čez noč. Seveda ne. To so procesi, ki potrebujejo svoj čas. Tako da pravzaprav jaz kar predvidevam, pa je res, da bom imela pravzaprav vprašanja, ki bo izvirale iz tega obdobja karantene, šele tam nekje poleti, ker bo veliko nekaj mesecev minilo, ko boste par, kjer pač si sta ugotovila, da sta odtujena, da ne gre več skupaj, bosta, upam, da poiskala strokovno pomoč, lahko tudi mene, kot strokovnjaka za partnerske odnose, z namenom, da vidite, ali dejansko je mrtev odnos in ne bolje iti narazen, ali se da kaj narediti, ker jaz vedno zagovarjam stališče, predno se ločimo, dajte poiskati strokovnjaka in pogledati, kaj dejansko sta oba, bom rekla, Doprinesla. tako in bila so odgovorna za to, da sta nesrečna v tem odnosu, ker pač odnos dvojno delamo, partnerski odnos oba, ne samo Vedno ena smo stran. polovice. Tako. In tudi leto 22 bo ravno to izpostavlja, ne, dvojko so odnosi, so povezovanja, moja plat zgodbe, druga plat zgodbe, drugačna plat zgodbe, sploh junija bo to pomembno, ker je šestica tista, ki pa simbolizira tudi ljubezen do sebe, kako reči ne, kako se postaviti za sebe in tako naprej. Čustveno bo veliko bolj intenzivno. In tukaj bi te vprašala tudi mogoče v razliki, kaj je terapevt, pa strokovnjak za odnose in pa psihiater, psiholog. Marsikdo misli, da veliko, jaz ne rečem, da nimajo svoje vloge, ne me druge razumeti, ampak kaj strokovnjak v odnosih doprinese za razliko od psihologa? Tako je, se pravi, kot jaz, kot svetovalka za partnerske odnose, pravzaprav se bolj osredotočam in moj fokus je na partnerskih odnosih, oziroma vsa ta leta raziskovanja moške, ženske vloge, kako smo različni, komunikacija, medsebojno spoštovanje, se pravi, dejansko je tukaj bolj ozek fokus dejansko na partnerski odnos, no seveda in vzgoj otrok in najstnikov, ker pa še skupaj tako, to je se pravi druga knjiga, v kateri to opisujem, tretja intimnost oziroma spolnost, seks, ki pač je kohezivno tkivo in lepilo. To mi je všeč, ker jasno govoriš o tem, ne, tudi pogledam tvoj Instagram in tvoje citate, ker ni neka tabu tema, pa sram, pa narobe, ne, pač to je pomemben del odnosa. In zdaj zatiskanje oči, pa tako bom rekel, vsa ta leta, marsikatero zgodbo si slišala, ki se je razpletla tako drugače, je verjetno razlika, kot če govorimo o nekih pomirjevalih, o nekem tem delu, mogoče terapije. Psihiatri pa so pravzaprav izučeni za dejansko globlje uvide v dogajanje v naši duševnosti in psihi in imajo tudi pooblastila, da lahko takšne in drugačne medikamente predpisujejo. Seveda, psihologi imajo širok spekter različnih odnosov. Pač sama kot svetovalka za partnerske odnose se pa reči fokusiram dejansko, kako dejansko osvetliti partnerski odnos, če prišlo do ločitve, kako preživeti ločitev. To je zelo pomembno, da gremo tudi narazen prav, Ja, seveda, in zdravo, in se iz tega nekaj naučimo in pravzaprav tudi damo v redu popotnico otrokom, kolikor se le da. Absolutno, to je najbolj pomembno. Tako, marsikdo se tudi oglasi, ker prije do nezvestobe in je to velik res v partnerski odnos, kaj zdaj s tem narediti in tako naprej. Tako da enih nijans oblikovanja zdravih, jaz vedno znala, Lili moja poudarjam, zdravih partnerskih odnosov je ogromno, je pa treba delati, je pa treba garati na odnosu. Jaz veliko krat podobno poudarjam, ljudje smo vsi različni, ni zdaj to prav, pa to narobe, ampak treba je vedeti, če nekdo išče nekaj površinskega in tudi sam deluje bolj površinsko, ni nič narobe s to osebo, takšna pač je, ampak seveda pa potem ni priporočljivo, da se zapleta z nekom, ki se pa resnično cel vrže v odnos, gre res pa globine, ker ni težko ganiti globa prizadeti. Ja, ampak se ni zaradi tega tako ampak če se poznamo tako, komunikacija. če vemo, se pravi, če so si mi dve različni in jaz vem, kaj ti potrebuješ in ti veš, kaj jaz potrebujem, se vedno da, tudi jaz ne verjamem v nekompatibilnost,
verjamem, da je neka srednja pot, če se obe osebi trudita. Obe. Ni pa tako kot v filmih, ne bomo zdaj odjezdili v sončni zahod in bo vse super easy in vse ful dobro. Tako da bi te za konec še to vprašala, tam, kjer pa je počno, oziroma kjer resnično poka, kaj bi en tak konkreten nasvet, poleg tega, da seveda pride od strokovnjakov in se pogovorijo, ampak kaj bi bil nek tak kratek nasvet ob zaključku tistim, ki pa se težko soočajo s posledicami karantene in stvari, ki so jih mogoče operirali. Prevzeti odgovornost za to, kar vlagamo v odnos, kako komuniciramo s partnerjem oziroma partnerko. Razmislimo o tem, ali bi lahko biti malce z drugačno energijo pristopili malce drugačnimi besedami. Namreč gre predvsem za zdrav partnerski odnos, gre za to, da mi razumemo, da je potrebno sodelovati, ne pa solirati. Ker če soliramo, smo lahko samski. Seveda. Tako. Pa tudi razlika je, se mi zdaj pogovorimo ali se kregamo. Tako, seveda. Ali gre za to, da seveda veste, vse poslušate, kaj pa vam narobe, ali iščemo zdaj neko rešitev. Tako. Ampak, ko že poči, je pravzaprav potrebno dejansko nekako se umiriti, se umirjeno pogovoriti, kaj in kako, kar je seveda zelo težko, ker vsak od partnerjev ima svoj prav. In se včasih rečem, jaz tako majhni otroci v vrtcu, v peskovniku. In se potem praviloma začnejo smejati, kako da sva res In polko pa počasi iz vloge 3-letnikov odrastemo v ene čudovite, kompetentne odrasli ljudi, no tam je pa že polje, da se drugače pogovarjamo in predvsem spoštujemo mnenje eden drugega, če tudi se ne strinjamo. Ja. Izjemno pomembno. Tukaj bi rekla, spomnim se tudi znanega prejšnjega pogovora, ker si se vprašali, da si kar translate, se pravi z moškega jezika, ženskega in obratno, res smo si različni, tudi med sabo smo si različni, ne glede na spol, določena beseda lahko nekomu pomeni čist nekaj drugega, zato če bo ta oseba nekaj obljubila, bo druga oseba čist drug koncept s tem vzela, tako da to se mi zdi zelo dragoceno, da lahko prideš nekomu, ki ti pomaga to razumeti, ko vidiš dve osebi, mislim, da bi ti ful delam intuicija, ker tudi začutiš tudi od drugih, ker ni vse sam teorija. Tako da, dragi moji, če rabite pogovor, milite tukaj, kontakti so zraven. Spomnila bi vas še enkrat na to, da imamo še en posnetek, ki si ga lahko gledate, linkec bo na njeno knjigo, se pravi v Mladinski knjigi, pa pogledamo. Posebna rast in še ostale knjige. Jaz bom zdaj pokvarila cel kader, ampak jaz jih moram pokazati. So kavčki. Evo, kavčki, njeni kavčki, jaz se spomnim še čisto prvega kavčka na Facebooku tvojem. Tako da, ekola, to je to. Čudovit junij vam želiva čim več uspešnih, ljubečih, pozitivnih pogovorov, tudi sami s sabo. Ja, bravo, odnos samega do sebe. Ja, to je edini odnos, ki ga resnično negujemo čist celo življenje, od rojstva do smrti, vsi ostali so minljivi. Tako, točno tako. Hvala ti. Hvala tebi. Tisoč 561. Takrat je kraljeval cesar. Zdaj te snemam testno. Še povej, da se zvok sliši. Abracadabra, I wanna reach out and grab ya. Čisto odlintvrna. Ne boš kaj povedala? Kaj povedava? Ni to gorensko? Va. Zdajle stojim na Ajdovski stopni. Čakaj. Zdajle stojim, Zdajle stojim pri Ajdovski stopni. A ja, ne stojim.